Živijo, junij je tukaj in seveda tudi tisto, kar imate ponovadi kar nekako najrajši, in to je nebeško skop. Tokrat se je nebeško skop oblikoval predvsem okrog zelo pomembnih energij, kot sta poletni solstici in portal 6.6. Oba dva pa naravnana na obilje. In zaradi tega, ker je 6.6. tudi praznik nadangel Ariel, sicer malo tak neuradni, ampak definitivno je to njena številka ravnovesja med materialnim in duhovnim in predstavlja potem to popolno obilje, sem se tokrat odločila, oziroma se je Ariel odločila, da ti preda sporočila. In sicer nadangel Ariel mi je zaupala, da dostikrat ljudje imajo neke svoje želje, ampak te želje nikakor se ne potegnejo naprej. Če si ti nekaj toliko močno želiš, če ti nekaj zelo močno čutiš, zakaj potem pride do tega, glede na to, da ti z srčno energijo to toliko napajaš, zakaj potem pride do tega, da potem to ne gre naprej? Zakaj eni ljudje želje dobijo, drugi pa ne? In zdaj, kar hočejo pogledati, je včasih ljudje lahko manifestirajo in je to vse super, manifestirajo, meditirajo, razumeš, žulje dobijo od meditiranja. Okay. Ampak, če imaš pa ti neko, rečva temu Sizifovo nalogo, da meditiraš in se nikamor nič ne premakne, treba pa narediti neko prilagoditev. Ne moreš biti pač nekdo, ki se z glavo v steno zabija, zato ker da jo biti iskreni, to zelo boli. Okay. Tako da, in zato, da ne bo glava bolela in da bo manifestacija pela, je to kar vprašanje, kaj prilagoditi in kaj narediti, da vse tiste želje, ki tudi če tečejo, lahko še močneje se pokažejo v obilju. Res to, kar delava prav za nadangel Ariel, ko je čisto vsako astrološko znamenje. Torej, kaj narediti glede tega? Ali pa kaj narediti, če želje sploh ne stečejo. Torej, karkoli izmed tega se ti dogaja, v bistvu, kje narediti manifestacijsko prilagoditev. In jaz mislim, da je nadangel Ariel fantastična, da ti to pove. Kje bomo pa začeli? Pa dajmo začeti kar na začetku leta, kozorogi. Pa dajmo tako, da pol ne pomešam ali ta znamenja. Včasih, ko snimam kakšne take video vsebine, se mi že zgodi, da sem jih spustila, veš. Torej, kozorogi, vi ste prvi. Torej, kakšno je navodilo od nadangel Ariel za vašo manifestacijo, da bo ta cvetela in letela na krilih nadangel Ariel? Angel narave. Angel narave, lepa karta, ampak kaj ima pa narava z obiljem? Definitivno je narava največje obilje, kaj je. Drugače, kozorogi, nič vam ni narobe z manifestiranjem, včasih je pa se vam dogaja, da je to tako, delo, to je treba, to moramo zrediti, tako naprej, da ne zadihaš. In se ti v bistvu bolj kakor samo obilje zaustavlja nek, tako ti bom rekla, energijski pretok v tvojem telesu. In to je težava pri tebi, okay? To pomeni nek energijski pretok in potem, če se začne črpati energija telesa in tebi začne energija padati, posledično takoj začne cela tvoja manifestacija okoli. Ne da tebi konkretno pada, ampak ti začne zelo nihati. Tako da lepo je delati, ampak obstajajo pa tudi stvari, kot so burnouti, sam povem, in nočemo, da kadarkoli končaš tam, zaradi tega, ker je ni fino, tako sem slišala. Okay, tako da pazi, da do tega ne prideš. Čestitam ti za vso opravljeno delo, pa da si pridna, ampak poskrbi, da tudi veš, da je dosti, da je se ustav in v počitku ni to tako, jaz zdaj nič ne delam, ker počitek in obnovitev je tudi del manifestacije. Veliko boljš, kot si misliš. Ok, vodnarji, ne bom premešala karte, ni šans, zaradi tega, ker ste videli, kaj se je zgodilo. Jaz sem tudi vodnarka, me zdaj to bolj zanima, ker je to tako padalo, ni šans, da gremo zdaj tole premešati, ker je to noro. Škera dobra karta. Veseli smo vodnari. Angel of Manifestation je karta. Prav angel manifestacije gor piše, čeprav tukaj smo res nadangel Ariel držali. Ampak, da ti povem, zato ker tega ne vidiš, ker sem to od kamere, ampak gor, da ti povem na karti, kaj je. Gor so avtomobili, gor so ljudje, ki se imajo radi. Gor piše new job, kar v prevodu pomeni nova kariera. Gor so zlatniki, gor so kot neke pogodbe in gor je neka hiša. Okay? Dragi vodnarji, vse, kar ste mislili, da boste v življenju delali, se zdaj obrača na glavo. Ne biti presenečeni, če bo prišlo v vaše življenje nekaj kot dodatno obilje, nekaj, kar vam je nekdo mogoče kar čez noč vrgel na glavo,
ali pa vam bo predstavil neko priložnost in si boste vi mislili, pa to je bilo čisto stran od tega, kar sem si želel, ampak prihajajo vam priložnosti, ki se vam bojo dobesedno prišle na glavo, obrnili realnost in vaša naloga je, da samo preverite. Če vam nekdo nekaj pošlje, če vam nekdo nekaj reče, če nekdo nekaj naredi, preverite priložnost. Zaradi tega, ker mogoče o stvari nikoli niste razmišljali, da bi jo delali, nikoli niste mogoče razmišljali, da bi bila del vašega življenja, ampak hkrati boste pa manifestacijsko zaljubljeni v to kadarkoli prej. In te nove priložnosti samo boste mi samo dovolj pazljivi, da če vam nekdo nekaj ponudi, in reče, to bi bilo dobro, ali pa vam da v preverbo, ne reče, nimam časa, brez veze, ne tega delati. In če ste imeli kakšne velike cilje, menjavati avto, selitev, tako naprej, karkoli izmed tega, kupiti hišo, ker je gor hiša, to prihaja točno iz tega in definitivno se imamo česa za veseliti. Jaz sem kot vodnarka ful vesela. Tole je kar skočilo na nas, ne? Ok, in iz vodnarjev bomo šli naprej na ribice. Kam boste zaplavali manifestacijsko, drage naše ribice? Angel of Abundance. Prej Angel of Manifestation, zdaj pa Angel of Abundance. Ampak razlika recimo za vodnarji je, da tukaj vidimo, ker tam je bilo več stvari, da tukaj vidimo cekine, ki padajo dol z neba. In za vas sem dobila konkretno manifestacijsko pozornost oziroma sporočilo glede samega denarja. Okay? Tisti, ki ste ribice, imate mogoče, malo glede na to, da je 7 na karti in da je to številka lekcije, vam bom povedala iskreno, dajte prečistiti malo vzorce glede denarja. Kaj denar je? A veš, eni imajo tako ful taka čudna prepričanja glede denarja, da je denar slab, pa da je treba za njega ful garati, pa imajo ful čuden odnos do denarja, sploh če so te mogoče tako vzgajali. Ful je bilo dobro, da prečistiš ali vzorce ali strahove, ki se konkretno vežejo na denar in začneš načrtno delati z energijo denarja. Jaz recimo sploh v duhovnosti, da malo tako povem, velikokrat slišim, denar je zlo. To je recimo ful nevarno manifestacijsko prepričanje. To je, dragi moji, sem znam povedati, koliko je to nevarno manifestacijsko prepričanje. Ker ljudje govorijo, denar ne prinese sreče, denar je zlo. Vi morate nekaj vedeti, ne pravim, da rabite biti obsedeni z denarjem, da ga rabite oboževati, da ga rabite dajati na oltarje, pa prižigati zraven sveče. Ben to ni rekel, ok? Definitivno. Ampak nekaj morate vedeti, denar je sredstvo, s katerim si manifestacijsko menjavamo naš čas in našo energijo. Mislim, take velike nazive, kot da je zlo in ne vem, kaj mu vse obešajo na tem planetu, se meni to zdi to tako noro, ker recimo, če nekdo verjame, denar je slab, denar pokvar ljudi, tako naprej, in tako energijo, in tudi recimo na socialnih omrežjih, ki se to komentira, in tako energijo sproža glede samih financ, ti moraš nekaj vedeti. Tudi ljudje, ki to počnejo, vsak dan v roke primejo denar. In ti moraš nekaj vedeti, to so zelo podzavestne stvari, a veš. In če imaš ti take podzavestne stvari, hkrati pa stvar, ki jo preziraš in v njej tako sovražno komentiraš, jo primeš v roke, in z njo, ne vem, plačuješ, prejemaš od nekoga, imaš ti s čem direkten stik, pusta denar, sploh ni pomemben, ampak ti veš, da imaš stik z energijo, katero si ti okronal za neki in jo hkrati prijel. Ti dela tukaj, oh my god, ful napakice. Jaz verjamem sicer, da ti, ki zdaj poslušajo tole video vsebino, nisi, ampak dajte unika tomate neutralizirati, taka prepričanja glede denarja, so samo orodje, še vedno ga pa upravljamo ljudje. In zadnji lahko, a veš, ljudje rečejo, pa sam pokvar ljudi, pa tako naprej, sem videla pa ogromno ljudi, kad denar, razumeš, pa so imeli veliko denarja, pa so pomagali, pa so živali rešvali, pa tako naprej, tudi to je denar, to moraš vedeti, ne. Tako da, če so kakršnakoli torej ribice prepričanja glede tega, pa tako naprej, fajn bilo, da delaš na energiji denarja, imaš priložnosti, da povečaš v bistvu ta dotok. Okay? In potem naprej po ribicah bomo šli na ovne. Ovni. Angel detoksifikacije. Moram reči, da mi je rad tole izgovor. Razstrupljevanje. Ovni vi imate pa, jaz sem sicer zagledala, če pogledam celo karto,
Vi morate, da bi obilje, nič vam mogoče glih ne fali, ampak po številki 22 mojstrska klele zdaj le vidim, bi vam jaz rekla sledeče, malo dajte narediti razstrupljevanje okolja, iskrena bom. Malo pogledajte, kdo vam pluva, po domače povedano, bom rekla, po vaših željah, kdo vam reče, da tisto, kar vi imate, da je brez veze, da vam to ne bo rat, ali pa kva se s tem ukvarjaš, to ni ok, zaradi tega, ker vam vstopajo manifestacijsko polje in ljudje, ki vam ne prvoščijo in so na vas ljubosumni, pa tako naprej, to vam ne prije prav. Sej, jaz pravim, da si ti kreator svoje manifestacije, ne me narobe razumeti, pravim pa, da so to motilci, ki jih ne potrebuješ. In so motilci, če je prišla ta karta, so motilci. Za tebe je zelo pomembno, da tem motilcem postaviš ostro meje, kakšno meditacijo za rezanje manifestacijskih vezi, bi ti absolutno svetovala. In potem za ovni imam bike. Biki, vaša manifestacija pa je znanje, angel of knowledge. Dragi biki, če hočete v življenju, ne bo na nekih lovorikah, spat ne bo šlo, zaradi tega, ker ste dobili karto, ki vas pa zdaj nekaj preganja, je treba delati. Če hočeš manifestacijo, imeti je treba, bom rajši jaz sadje smolarju prepustila petje, te pa povem, da je prišel čas, da vložiš v novo znanje, da se razvijaš. Nova učenja, izobraževanje, narediti nove stvari, razvijati svoj posel. Ne sem tisto, kar smo do zdaj naredili in zdaj bomo mi to, razumeš, furali doživljenjsko. Ne bo šlo, manifestacijsko ne bo šlo. Rabiš knjige, rabiš izobraževanja, rabiš se razvijati, ja, pa meni se to ne da, pa jaz sem ful utrujena, pa ne vem kaj. Niti dobro za manifestacijo, treba je razvijati možgane, treba se opremiti z novim znanjem, če hočeš, da se ti manifestacija da naprej. Mogoče ti bo težko to začeti, ampak če boš začela, boš navdušena, ampak treba bi bilo nekaj, rabiš vložiti malo v glavo zdaj. Ampak vse to je dobro, zate, okej? In potem imamo po bikih, imamo dvojčke. Ja, dvojčke, a ne? Dvojčki, angel of healing, angel zdravljenja. Angel zdravljenja pa pravi, da je, to je dober, ne se ustrašite karte, ampak angel zdravljenja je v bistvu karta, ki prihaja, predvsem glede na to, da je tukaj angelka Božja, eno punco, čustva. To je karta dvojčki čustev. Malo sem presenečena prvo, da ste taka karta odprla, ampak se je. Vi, če hočete novo manifestacijo, vi se morate očistiti ljudi, ki so vas razočarali, ki so vas izdali, ki ste imeli občutek, da bedmo več ne morate zaupati, ker se vam je zdelo, da ste vi ful vlagali, da ste se ful trudili, niste nič dobili nazaj in potem ste kar obstali v teh občutkih, da ne zagrenjenosti, ampak energijsko vam to ni bilo prav, karkoli ste še dali, ste dali z dobrim srcem in je prav, da ste dali in če vam nekdo tega ni mogel vrniti, si vrnite sami. Trenutno ste v obdobju, kjer je treba pozdraviti vse, kar se vam v preteklosti zgodilo, vse, kar so vam ljudje naredili in da ved manifestacija steče, daj ti sebi stvari. Kaj mislim s tem, daj sebi stvari? S tem mislim to, da se ti pel v kino, tudi če greš tam sama, si ti neki kup, si ti daj neko pozornost in s tem ti bo manifestacija stekla. V bistvu bi tej karti rekla, da je samo manifestacija. Dobro je to. Okay? Tako da dvojčki. Potem imamo naprej raki. Rakci, kam boste zaplavali? Angel of enlightenment, razsvetljenje, duhovnost. Oziroma, po domače ti povela, meditacija. Ti rabiš v bistvu prositi angele za pomoč, rabiš meditirati, rabiš jim težiti v meditaciji. Veš, ne angelarje, jaz bi pa nekaj imela, tako da prosim, da me poslušaš. Misliš, da se zdaj jaz malo klede navihano hecam, ampak v bistvu se čisto nič ne hecam. Dobesedno tako mislim. Imaš ful v tem obdobju, imaš ful odprto to energijo. Ja, jaz pa bi nekaj imela, pa rabim samo angelom reči. Jaz sicer vedno ljudem svetujem res svojo manifestacijo, pušti mi pa pogledaj, kaj delaš, ampak vi dejansko boste imeli zdaj pač, evo, iskreno ta pretok. Prosite in dano vam bo, kako že pravijo. Prosi, zapri oči, mediteri, deli na manifestacijskih meditacijah in to je to, kar rabiš. Seveda deluj, ne moreš potem čakati doma, zdaj mi bo pa nekaj dol padel. To ne, ampak delo z angeli in samo meditacijo prav na to tematiko prejema obilja
je za tebe sporočilo. Kratko in sladko in jedrnato, učinkovito, dragi raki. In za raki boste prišli levi. Daj, da vidim. Kdaj za leve, kdaj kakšno karto vzorca potegnila, vedno dobijo nekaj dobrega. Ne, itak. Spet. Angel moči, ampak da ti povem, kaj je gor na slikci, angel, ki enemu človeku pomaga, da pleza na goro, je slika. Dragi levi, vaša manifestacija se skriva v tem, da druge navdihujete. Ljudi, ki se počutijo prestrašene, v dvomih, ne vejo, nesamozavestne, tako naprej, razumeš, raztreščeni so v glavi, ne vejo, kam ne se obrnejo. Vi ste voditelj, vi ste motivator, vi sam, da se z njimi pogovarjate, ste boljši in tudi na osebno obilje, ki ga iščete, dobite tako, da drugim ljudem prijete do moči. Imate, sploh zdaj v tem poletnem obdobju boste definitivno cveteli, imate res obdobje, kjer se boste vi počutili, da ste na vrhu sveta. In ko si na vrhu sveta, je super, da tudi sami uživate, ampak dajte drugim ljudem pomagati in iz tega boste dobili nagrade vesolja in angelov, zaradi tega, ker vam bojo oni ful hvaležni, ker v tem primeru postanete njihov manifestacijski odposlanec in če to naredite, seveda, da bojo tudi vam nekaj vrnili nazaj, seveda, roka roko umija, ne? Tako da definitivno čez to dobite. Pa če imaš pa pri komu polet delavnice za to, dragi levi, da lahko se ti nekaj naučiš, pa druge naprej naučiš, imaš Mihael, on je tudi lev, zdaj, ko sem zgledala to karto, on je točno tole, a veš, klele gor, ne? Bo imel samozavestno kraljico, pa bo imel manifestacijske vilinke, prav na to temo, pa lev vodja, ne? Ko lahko se upremite s takim znanjem, malo si pogledaj, dali smo čez poletje kup enih takih delavnic van čist norih, a ne? Okay. In po levih pridete device. Kako boste pa device manifestirale vaše želje? Kaj je navodilo, drage device? Angel ravnovesja je. Vse v redu, device, nič ni, da bi bilo manifestacijsko narobe, samo včasih se vam zna zgoditi manifestacijsko, da vas vrže v eno skrajnost in to tako in pol ekstra hiter v drugo skrajnost. Predvsem v občutkih, a ne? To bo se grozen, kaj se tako zgodil? Ampak se ne zgodi. In pa ugotoviš, da se nikoli nič ne zgodi, draga devica, da je vse v redu, a ne? Ampak, a veš, ti pa to lahko, jaz mislim, da ti okoliščine ne zamaje, ampak ti pa zamaje tvoje telo, ker so tudi, recimo, na slikci so čakre gor izpostavljene, so narisane. In je to, ne si nares manifestacijske drame, kjer je ni. Tudi, če ti nekdo reče, joj, a veš, da tole ne bo dober, ne pa, a res ne bo, kamo pa zdaj naredil. Se sploh še ne veš, da ne bo dober. Ne pusti, da vas kdorkoli ukrivlja za strahovi, pa tako naprej, vi pa ful čustvene device, pa bum noter v to in potem, a bo z mano tudi vse v redu. Ma če s celim svetom ni nič v redu, kdo je rekel, da s tabo ne bo v redu? Pazite malo na sekiranje, evo, to bom rekla. Vi se ne sekirite, vam samo sekiranje lahko dela težave in potem se vam lahko naredijo neki manifestacijski zapleti, ker ni treba, samo zato, ker ste se zasekirali, ker ste pa čustveno toliko močne, vam ta sekiracija res vam ne prije prav. In ni potrebna, če bila potrebna, bi te jaz opozorila, ampak te ni potrebno. Škoda je, to je res ful škoda, to ti je stran vržen čas in energija. Tako, ne sekiraj se, tudi če se... Že en komad je bil enkrat. Okay. Koga imam za devicami? Tehtnice, drage tehtnice. Danes sem nekaj pevska razpoložena. Tehtnice, kaj bomo prva zdelali? Tehtnice, imate pa angele prijateljstev, tole je pa meni všeč. Drage tehtnice, hočete manifestacijo? Vem, da vi mislite, da mben ne zna stvari to tako narediti, kakor vi pa da morate vse sami in če jaz ne moram vse sam, itak mben ne bo naredil, jaz tako hočem stvari. Ne si dela to za manifestacijo. Dragi tehtnice, imate v tem sporočilo, da dajte se povezati z drugimi ljudmi, daj sprejmite roko pomoči, daj druge ljudi proste, da vam kaj naredijo, ne se matrati sami vse. Razumeš, tudi gor imaš recimo 3 punce so in okrog ene punce se vse vrti in ta druga punca je pač človek, ta tretja je pa angel. To pomeni, angeli te podpirajo. Kolikrat njim rečeš, da ti nekaj pomagajo, da ti nekaj doprinesejo. Okay? A si svojo lepo glavo sama razbiješ
in ta druga punca torej pa predstavlja pač človeško pomoč. Tvoji prijatelji, tvoji znanci, a lahko ti prosim koga vprašaš, če bi meni to pomagal, ja pa meni se zdi to tako, da prosjačam. Ne mi tako razmišljanje, kakšno prosjačenje. Če imaš kak projekt, ja, poklič prijatelj, vprašaj, hej, kaj pa to, a poznaš koga, ki bi to rabo? Ja, pa se pa meni zdi, ja, veš, evo, tehnice, ja, pa meni se to zdi, da se pol ponižujem. Ne tega delati, manifestacijsko se ustavljaš, noben ga ne ponižuje. Tukaj smo, da si pomagamo, kaj imaš ti? Ej, to je bilo že od prazgodovine, blagovna menjava, spomniš? Kaj imaš ti? Jaz lahko tukaj pomagam, a ti kaj rabiš, pa tako naprej. Dajte malo to sprejetno. Sprejeto dobesedno prijateljsko pomoč. Zelo vam bo dobro, če boste to sprejeli. Kaj pa škorpijoni, kaj boste pa vi manifestacijsko, kaj bo vam Ariel zdaj povedala? A ne? Škorpijoni, intuicija in jasnovidnost. Dragi škorpijoni, vi ste bili zelo. Vem, kaj moram, vem, kdaj moram in vem, kako se stvari zrihtajo in točno tako grejo. Zelo ste pametni, odgovorni in ne delate nepremišljeno stvari zaradi tega, ker veste, kako to mora biti. Imate prav, ampak vsem, ko si zelo po regalcih, tako, mal zapreš vrata spontanosti. Včasih pridejo neke intuitivne ideje, pa neke, veš, take spontani, hitri prebliski, ki pa niso varni. Ne veš, kaj bo iz njih, ne veš, če je dober. Moraš samo zaupati srcu, intuiciji, in veste, da če se pojavi, lahko to sprejmaš. Ja, ne, stop, to je treba raziskati, to ne moreš to tako, zanima me to tako, to je treba preveriti. Razumem, ok, čestitam vaši odgovorni naravi, mislim, da bi marsikateremu astrološkemu znamenju vaša odgovorna narava prišla prav, govorim iz izkušenj, ampak vi bi tukaj, vam ne bi škodal mečkan včasih, dovoliti neznanemu, da vas vodi, kdaj iti za občutkom, kdaj ti nekdo nekaj ponudi, a bi šel sem, a bi šla sem, a bi to naredil, ja, ne vem, čakaj, da vidim čas, pa koliko je to denarja, pa če se to splača, kaj pa če te tam čaka življenjska izkušnja, pa nova energija, pa manifestacijska, ja, ampak mogoče to toliko stane, pa mogoče je to tako, ampak ne veš, kaj te tam čaka, pa kakšno bogatstvo še večje za tega lahko dobiš. Ne glih vsemu reči ne, samo zaradi tega, ker ne paše v tako mora biti. Mal včasih sled intuiciji pa stopi v neznano. Ja, lahko nekaj sprejmem, če tudi ne vem, a je to odgovorno pa dobro, ampak če se mi je ponudilo v življenju, kaj pa če to saj raziščem? Cool? Zdaj vidim škorpijone, tam paradajz mečejo v tale video noter. Kva na tanguri. Lušni ste energijsko drugače, škorpijoni. In ta zadnji boste vse skupaj okronali, strelci, evo, ste se načakali in dočakali. Strelci imate pa, karma je gor, tale prav, angel, ki drži višuno tehtnico, kaj je, a ne? Karma, karmične nagrade in karma na splošno. Za manifestacijo je vam ful dobro, da raziskujete več stvari. Kdo se vam zdi manifestacijski trn v peti? Kdo vam non-stop meša štrene, se vam umešava v manifestacijo, po možnosti v poslu, vam hoče delati kakršnokoli škodo na čustveni ali celo fizični ravni. Čas je, da te karmične vezi presekate zaradi tega, ker vas zafrkavajo, po domače povedano, in veliko bolj, ne moreš reči, mislim si svoje, veliko bolj vpliva na vas, kakor si mislite. Prerežite čist vse, kar vas noče pustiti primer. In vam non-stop, razumeš, da se z nekom skozi rabaš ukvarjati, kaj bo zdaj ta naredil, kaj bo zdaj ta naredil, kaj bo zdaj ta naredil. Stop! Dosti je bilo. Okay, če hočete karmične nagrade. Imate kar, glede na to so bile golubice gor, kar veliko karmične nagrad, ki letijo proti vam, ampak dajte najprej presekati eterične vezi. Veš, kaj sem pa še dobila kot informacijo zdaj? Ok? Zanimivo. Mogoče lahko tudi raziskujete prejšnja življenja. Kaj iz prejšnjih življenj ste manifestacijsko kot blokado prinesli s sabo? To je prva stvar. Rešite vezi s tem. In druga stvar, dajte delati na tem, kaj ste manifestacijsko v prejšnjih življenjih znali ful kreirati, pa potegnete to energijo z meditacijami sem. Okay? In to je bilo naših 6 astroloških znamenj. Čak, da preštejem, da res 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, ok, to je 12. To je to. Poletje prihaja in mi se bomo posvetili manifestaciji, zato da uporabimo definitivno poletno moč. Solstici.
Potem imaš portal 66. To je pa naša nadangel Ariel, ki je to navdušila, bomo delali ples med angeli, prav s tem namenom, da se manifestacija naprej potegne. Na voljo je sedaj, moj bog, najbolj manifestacijska stvar, kar jih obstaja. Absolutno. 8 ključev življenjskega cesarstva smo imeli nor dogodek, pa smo imeli, to bilo je noro. Nismo imeli namena to delati, snemali smo za sebe, ampak na koncu, ko je bil dogodek končan, smo rekli, ok, ni šans, da iz tega naredimo, da ne naredimo spletnega programa in zdaj ti je ta program na voljo. Wow, veš kakšne točke, veš kakšna spoznanja, ravno to, manifestacija, poglej si, ker če si zamudila ta dogodek, veš, meni je bilo takrat res žal za tebe, ampak ok, to energijo smo tudi na videih uspeli definitivno obdržati, ko poglej si, zdaj imamo pa program že na voljo, tako res sem zelo vesela in najavljamo tudi res ful lepe meditacije in čist nove spletne delavnice, ki jih vedno naredimo samo enkrat in samo poleti. Kako je že kraljica, neka kraljica ima Mihael, pozabila sem, srečna kraljica, sem se spomnila, se imenuje. Imeli bomo ljubezenske zagonetke za odnose, spletne, to so tako poletni večeri, a veš, prav tako, 3-urni dogodki, ampak res ful pustijo lepih občutkov. Jaz bom imela trike, za dobro meditacijo bom imela spletno delavnico, pa še jih je. Manifestacijske vilinke so in poglej si. Skratka, posvetili se bomo točno temu. In jaz ti želim, da evo, poletje se bo zdaj začelo, da bo za tebe to poletje najlepše, najbolj mogoče in da naslednjič, kar te vidim, preveri vse, kar imamo na potovanje do vse.si, a ne, lepo se imej in čau.